nekaj potrebo po moderni čipki. Se mi zdi, da ko nek zeitgeist, ko da se kar v nekem obdobju začela ta čipka spet začela postajati aktualna. Se mi zdi, da skoraj povsod po svetu, niti ne samo v Sloveniji. Jaz sem sam čipko dojemal vedno kot to igro med praznim in polnim prostorom, s to povezanostjo niti, ne, in to je mogoče prevesti v katerokoli disciplino, ne. Zame je moderna čipka raziskovanje prostora. Odrasla sem v eni mali vasici blizu Žirov. Meri pravim, da je moja otroštvo bilo kakor Heidi na vrhu hribov mali vasici z ovčko. V osnovni šolo sem hodila v Žireh, kjer sem tudi hodila v čipkarsko šolo. Že v osnovni šoli sem se odločila, da bom študirala arhitekturo in ta ideja se me je držala tudi do konca srednje šole, tako da sem šla študirati arhitekturo v Ljubljani. In po parih letih dela v arhitekturnih birojih sem ugotovila, da bi bilo mogoče pa lepo videti še kaj sveta in sem šla delati magistrski študij v Barcelono. Po tem študiju v Barceloni sem pa začela delati v New Yorku in odpirati novo obzorje čipki. Moje otroštvo je bilo preživeti v Ljubljani, ampak veliko časa sem preživel tudi v Žireh, pri babici Ivi in pri dedku Mirkotu. In tam je bil tudi moj prvi kontakt s čipko, ker je babica Iva veliko časa klekljala in tam sem jaz lahko od blizu spremljal njeno delo, kako ona pristopa k temu, kako izbira vzorce in koliko časa v bistvu ta proces klekljanja traja in kako je potem izgledal končni izdelek, ne, kako je čipka izgledala. S tem sem tudi sam dolgo let kasneje na likovni akademiji bolj podzavestno dobil ideje, da bi se lahko k temu delu s čipko lahko pristopilo malo drugače, ne. Ko sem odšel na študij v London, na Central St. Martin's College of Art and Design, sem začel raziskovati nov pristop k ilustraciji, ne. Njihovo učenje je bilo pogojeno s tem, da si vsak študent v bistvu ustvari svoj lastni vizualni stil, ne. Med tem raziskovanjem sem jaz tudi odkril, kje so moje korenine, ne, in od kje moje ideje izhajajo in kje so bili moji prvi stiki z vizualno umetnostjo. In del tega je bila tudi čipka, ne. In iz tega je sledil pogovor med mano in med babico, če bi pa mogoče midva res poskusila narediti nekaj novega, ne. Najprej se mi je zdelo blazno cool ideja, kaj če bi jaz naredila sebi eno verižico iz laksa, ker je tako cool in drugačno vse, ne. In jaz to skleklam in izgleda super lepo, ne, in pa odpnem iz blazine dol in je laks je elastičen, ne, in je vse skupaj sam potegnil skupaj v eno zveriženo zadevo. Pa ni dala ta ideja miru, ne. Sem pa poskušala različne materiale, od žice do kablov, na koncu tudi vrvi. Razlika je minimalna med to tradicionalnim klekljanjem in med tem mojim, razen tega, da ne vem, namesto ene buckice imam žeblje, kar je
Mislim, vidim taka razlika. Žobe kladivo, namest kleknov so neki tele kolutki. Jaz sem začel potem projekt tako, da sem začel analizirati babičina dela, se pravi njene vzorce, kako ona pristopa k čipki, kako se delo naredi, kakšne tehnike se uporabljajo. In potem s temi grobimi idejami sem izrisal prvo delo in potem sem jih dal babici in sem pač rekel, no, poizkusil, jaz ti dam vzorc, pa da vidiva, kaj bo iz tega prišlo, ne. Jaz sem delal z računalniškimi programi in sva pač skupaj prek telefona analizirala to, kako bova to realizirala. In to je bilo v bistvu par ponovitev tega procesa, izmenjav, dokler mama ni imela končnega vzorca, na katerem je v bistvu pisali, kakšni bojo sukanci, kakšna bo debelina. In to je pač izdelek, ki ga je ona lahko pripela na poštar in po katerem je lahko začela klekljati čipko, ne. Prvi motiv je bilo delo z imenom Poljub. V bistvu ta poljub pripoveduje zgodbo o ljubezni v gozdu, tako je tudi vizualno prikazan, ker meni so se žiri kot otroku zdele vedno malo pravlične, ne. Jaz sem odraščal v mestu in ko sem prišel v žiri, sem bil tam med babico in dedkom, ki sta se meni zdela kot otroku pač primer take res neokrnjene ljubezni. Naprimer, Boj govori o mojem študiju v Londonu in v bistvu, kako je težko tam preživeti kot študent, ne. Potem je bil tudi cikel Vojna, ki govori o dedku Mirkotu in pač vseh teh zgodbah, ki jih je on meni pripovedoval, ko sem bil otrok, o njegovih poteh med drugo svetovno vojno, ko je šel v Rusijo in kako se je vrnil nazaj potem v Slovenijo, kjer je spoznal babico, ne. Tule za nami je ena ogromna čipka, ki imam prijatelja, ki me prepričuje, da naj apliciram za Guinnessovo knjigo rekordov, ne, da je največja klekljana čipka na svetu. Arhitekti so najprej imeli idejo, da bi naredili neko leseno konstrukcijo, neko zelo standardno. Pa jim je padlo na pamet ideja, ko so poznali mene in moje delo, da mogoče bi pa naredili nekaj čipkastega, ne, malo večjega. No in smo se srečali z lastnikom restavracije, ki je Grk bil. Jaz njemu razložim, da mi bi pa tukaj naredili neko veliko čipko in on reče, ne, čipke je pa delala moja babica, to pa ne gre v neko moderno restavracijo v New Yorku, ne. To kategorično, ne. Ne, tako ne lahko se pa ne bom pustila. Ne. Sem šla v železnino, kupila en kolut neke vrvi, naredila en tak vzorc, nekaj podobnega kot tole, prinesla mu še par drugih vzorcev. To bi bilo tako, to ne bo izgledalo kot bela čipkica, ki je prtiček na televizorju, ampak nekaj takega. Yes, maybe this, yes, ok. In potem me pripelje ta menedžer restauracije končno pogledati ta prostor, ne, ker prej sem vedela dimenzije. Ampak mi je vstopil v ta prostor, ki je bil takrat gradbišče in jaz kot isto. Izgledalo veliko večje, kot sem si jaz predstavljala. In on se mi začne smejati, kaj boš vrnila avans ali kaj. Ne, to jaz sem pa z Gorenjske, ne, to mi se bomo že znajdli, ne. In smo se pol odločili za motiv, ki so bile, vsake, če že mediteranska restauracija, da bote neke olive, pa grozje, pa take nekaj. No in jaz pol začnem to delati na tleh te dvorane v kleti od cerkve, avgusta, pri skoraj 40 stopinjah, pri 80% vlagi.
in sem pač na kolenih potila pot v kleti od cerkve. Ne. No in potem je ona v zahvalo za to, da je lahko to pri nas naredila, je hotela narediti nekaj za našo cerkev in mi je prišla na misel prav ta podoba dobrega pastirja, ki je ona potem takole čipkarsko krasno upodobila. In ko sem se lotila dela, skiciranja, risanja vzorca, zbiranja vrvi in pletenja vsega skupaj. Povezava arhitekture in čipke. Mislim, da skoraj jih ne morem ločiti. Mi zdi, da sploh te velike čipke, ne, še zmeraj razmišljam, če bi to odklicala arhitekturna čipka, ne vem, čipka v prostoru, ne vem kako. Mislim, da vsako to inštalacijo, ko delam, jo zelo navezujem na prostor. Praktično zelo težko delam brez enega konteksta. Izredno dobra klekljarica bo klekljarica in dokler bo sam klekljala in izdelovala te čipke po vzorcih drugih, to je obrt. Je pač, ne vem, ročno delo, obrt in ti to delaš. Ne vem, risanje vzorcev je mogoče lahko umetnost. Mislim, da nekaj umetnikov je, ki so to povezovali. To, kar jaz delam, jaz ne vem, jaz to kličem bolj dizajn. Ne vem, na precepu enega in drugega je. Mislim, zelo se izogibam izrazu umetnost. Do sedaj je bilo veliko mojih izzivov usmerjenih temu, kaj se da s čipko narediti kot presežek v tistih njenih obstoječih okvirih. Zdaj bi pa rad tudi sam sebi postavil nove izzive, kaj se da s čipko narediti v drugih materialih, ne? In izven teh svojih tradicionalnih okvirjev.